v zadnjem webinarju veliko tem, no danes bomo pa šli najprej na razstrupljanje na celični ravni, zaradi tega, ker mi, če želimo drugačne rezultate pri svojem zdravju, moramo začeti gledati tudi na tehnično zdravje našega telesa. O čustvenem, to govorim pač v vseh videih, ne nazadnje, govorim v okviru moje šole, v okviru tečajev, bolj podrobno, ampak zdaj, če gledamo prav za razstrupljanje, je pomembno, da razumemo hormonski ustroj našega telesa. Ker naše telo ima več kot 400 hormonov v sebi in naše telo je povezano z hormonskimi centri, ki so direktno povezani s čakrami, da se razumemo, in v bistvu, kdor ima zastrupljeno telo, mu deluje slab ščitnica. Kdor je neprimerno hrano, se pravi preveč sladkorja, mu lahko slab začne delovati trebušna slinavka, in predvsem tisti, ki imajo še potlačeno žalost, pa jeza in pa sploh dela narobe trebušna slinavka. Potem tisti, ki so v kroničnem stresu in jim manjka B-vitaminov in dela nadledvična žleza, pač po svoje imajo podočnjake, slabo se počutijo, so brez energije, lahko jim nabija srce in to je vse povezano s kroničnim stresom. In kdor je v kroničnem stresu, bi mogel razumeti, da prvo stvar, stresni hormon porablja praktično vse B-vitamine, porablja C-vitamin, samo 20-minutni čustveni stres ti pobere 300 mg C-vitamina. In dejansko je tukaj pametno začeti dodajati prehranska dopolnila, da se napolni tvoje telo z vitamini, da podpreš sploh takrat, ko gremo čez neko obdobje ali pa čez neko obdobje, kjer smo bolj v stresu. Ne nazadnje, zdajle sem prepričana, da se vsakmu od nas čistijo neke karmične zadeve in dejstvo je, da tudi te čiščenja, čustvena čiščenja, delujejo na to, da imaš več stresa in enostavno je takrat treba še dodatno podpreti telo s vitamini, da dejansko zmoreš. No, potem pa naprej, če pogledamo spolne žleze. Spolne žleze, vemo, da proizvajata pri ženskah hormon estrogen pa progesteron, pri moških prostata proizvaja testosteron in v glavnem v meni, ko pa pride ženska v meno, in ravno tako pri moških, ko pride v andropavzo, ko začne usihati ta njihov hormon testosteron, je pametno, da zvečer poskrbiš za pravo večerjo. Zvečer ne bi smeli jesti čokolade, zvečer ne bi smeli jesti kruha. Če zvečer ješ hrano, ki blokira proizvajanje hormona DHEA, iz katerega se potem proizvajajo spolni hormoni, pomeni, da se boš naenkrat, se telo začne starati, si brez energije, redice začneš, imaš vnetje v telesu, kostna masa začne popuščati, začneš se manjšati, v glavnem, vse to potegne za sabo, zaradi tega, ker je pomanjkanje hormona DHEA. No, potem imamo hipofizo v možganih, to je v bistvu nadzornik za vse hormonske centre po celem telesu. V hipofizi se proizvaja rastni hormon, z leti počasi rastni hormon začne pač proizvodnja padati in zato je tako pomembno, da mi razumemo, da hipofizo spet nahranimo, če zvečer vzamemo omega 3 pa C-vitamin. In potem imamo pa pol še tukaj češeriko, se pravi češerika to je epifiza. Epifiza je povezana z izražanjem hormona sreče, dopamina, serotonina, povezana je s proizvajanjem moškega hormona vazopresina, iz katerega se potem proizvaja tudi hormon DHEA in spolni hormoni. Proizvaja se ženski hormon oziroma hormon zadovoljstva v češeriki oziroma epifizi, ki pomaga pri tem, da se potem bolj tvorijo spolni hormoni. No in ne nazadnje, v epifizi se proizvaja spalni hormon in kdor ima blokado čez epifizo, se pravi, kdor ne je pravilne prehrane, omega 3 zvečer in C-vitamin, v tem primeru se ne more spati in še ena stvar zelo pomembno, zvečer potrebuje telo aminokisline in sploh kdor ne more spati, kdor ima nemirne roke, kdor ima nemirno telo zvečer, eno stvar, da sta te dva centra popolnoma podhranjena, se pravi, prva zadeva potrebno vzeti omega 3, ampak še bolj pomembno kot to, pa potrebuje telo aminokisline in v tem primeru dejansko šejk je tisti, ki nahrani
ki v bistvu zagotovi, da telo dobi zadostne količine aminokisline. Recimo zdaj, če gledamo samo aminokislino glicin, ki jo drugače dobimo iz, ne vem, špinače. In zdaj, če gledate, kolikokrat pa jeste zvečer špinačo, pač mogoče res enkrat na mesec, ampak pač verjetno prav pretiravate ne s špinačo v večernem času. In prav ta aminokislina iz špinače tvori hormon, rastni hormon, kolagen, vpliva na tvorjenje vseh hormonov v telesu, vpliva na spolne hormone, predvsem pa na spalni hormon. In zato je tako pomembno, dajte zvečer popiti pol vrečke šejka. Pol vrečke šejka. Ne rabite pretiravati, ampak tisti, ki imate težave s tem, da ne spite dobro, če boste zvečer popili pol vrečke šejka, imate noter vse pač glutaminsko aminokisline, se pravi glicin, glutamin, cistein, to so aminokisline, iz katerih telo potem izdeluje glutatijon. Glutatijon je snov, ki razstruplja telo na celični ravni. Dejansko, glejte, če zvečer nimamo aminokislin in vsi tisti, ki slabo spite, zvečer popijte ob 9, ob 10 pol vrečke šejka in boste videli, kako se bo vaše telo začelo umirjati. Lahko zmešate noter še, ne vem, 2 žlici lanenega semena, da ga zmeljete, zaradi tega, ker lanena semena pa vsebujejo lignane. To so v bistvu v vodi topne vlaknine, ki pomagajo pri razstrupljanju jeter, pomagajo na žolč, na razstrupljanje delujejo, hkrati pa spodbujajo delovanje hormonov. Poleg tega, če zvečer vzamete te aminokisline v šejku, boste spodbudili priželc, se pravi, to je pa timus, slovenski izraz je priželc. Timus se nahaja takoj za ščitnico, se pravi takoj, ne za ščitnico, se pravi tukaj za prsno kostjo. V glavnem vsak, ki ima težave z imunskim sistemom, v priželcu, to je inkubator imunskega sistema, predvsem blokira ga kronična žalost, kronična obložena čustva, občutek, da ti je nekdo zaril nož v srce, grozno razočaranje nad življenjem, nad ljudmi, nad najbližjimi mogoče, in to blokira delovanje priželca, kjer je pa inkubator imunskega sistema, in spet, da spodbudimo ta inkubator imunskega sistema, zvečer potrebujemo omega 3 in potrebujemo aminokisline. Se pravi, za vse tiste, ki imate kakršnekoli težave s hormoni, zvečer vzemite šejk pa omega 3 in boste videli, kako se boste dobro počutili. Pol vrečke šejka, 2 žlici lanenega semena noter, lahko z vodo, z jogurtom ali z mlekom zmešate, popijete, se potem res umirite, lažje se umirite, zaradi tega, ker se na podlagi tega začne proizvajati hormon DHEA, ki umirja telo, in boste videli, kako kar naenkrat se boste dobro počutili in nenazadnje boste preoblikovali čez noč telo, ker pomislite, samo nekaj kilogramov, ki jih odpade stran od vašega telesa, vi se boste počutili novi, prerojeni, z več energije, samo nekaj kilogramov, ker pomislite, če boste dali 2 kile dol, boste hlače lažje zapeli. Če boste dali dol 4 kilograme, vas bojo ljudje sprašvali, a si se na nov zaljubila? Kaj se s tabo dogaja? Tako dobro izgledaš. A je to tako, Teja? A je to tako? Dejansko 4 kile, ki jih daš dol, dejansko se postaneš skoraj nova oseba. Zdaj pa pomislite, 4 kile, ki jih dejansko moraš nositi za sabo, to je teža. Teža, ki te bremeni, ki je v bistvu, če razmišljaš, nova garderoba, če greš ene dobre hlače kupiti, ne vem, če je dosti 50 evrov, šejk pride 50 evrov. Pomislite, a ni bolj poceni si nabaviti šejk, kot pa nove hlače, ker te stare tiščijo in na konec koncev imaš kupenih stvari, ki bi mogoče še lepo pristajale, pa mogoče zaradi tistih 4 kilogramov ti ne pristajajo lepo in jih ne nosiš. Kaj je cenejš? Vložiti svoj denar v zdravje, v šejk pa v omego, ali v novo garderobo, ki stane dejansko veliko več, pa so cunje.
pa so cunje, ne vem, če je to glih pametna investicija, vlagati denar v cunje, ne. No in zdaj, če mi pogledamo, kako pomembno je, da mi razumemo naše hormone, ker povezujejo vse, se pravi čustva. Glede čustev govorim na drugih kanalih, ampak zato pišem knjigo. Vzemite v roke, ko imajo moški hormoni žur, začnite delati od druge strani naprej, od druge polovice knjige naprej, kjer začnem pa pisati čakajte, vam bom povedala točno, kje začnite, na strani 167. Potekajo zaključni prizori nadaljevank naših življenj. Dolga je noč za tistega, ki je buden. Dolg je kilometer za tistega, ki je utrujen. Dolgo je življenje neumnemu, ki ne pozna pravega zakona, je rekel Buda, ker resnica zahteva velik trud, odkrivanje in tveganje. Od nas zahteva, da sami stopamo po poti, po kateri morda pred nami ni hodil še nihče, to je rekel Osho. In na koncu dneva ugotovimo, da lahko prenesemo mnogo več, kot se zavedamo, je rekla Frida Kahlo, znana slikarka iz Brazilije, se mi zdi, ali pa Mehike. V glavnem, in ja, na koncu dneva ugotovimo, da prenesemo veliko, veliko, veliko več, kar zmoremo. In zdaj, če gremo par strani nazaj v tej knjigi, ko imajo moški hormoni žur, tvoja naloga ni v tem, da iščeš ljubezen, ampak le, da iščeš in najdeš vse prepreke v sebi, ki si jih zgradil zoper njo, je rekel Rumi. In minsko polje čustev. Išči modrost, ki bo razvozlala tvoj vozel, išči pot, ki zahteva celotno tvojo bit. Ja, in zato pišem knjige. Minsko polje čustev. In ja, vem, da je se bolj enostavno ukvarjati, kaj bomo dobrega pojedali, ampak sploh moški, da ne govorim, ženske smo kar pridne glede tega, ampak mnogi moški še vedno delujejo na program, ne vem, strah, saj se vedeš kot ena pička, bolečina, saj si dec, prebol, pober se, daj pej pregreva na en pir. Čustva, pusti, kdo bi se ukvarjal s tem? To je nekaj za ženske. Hormoni, to so pa babe, njim povzročajo težave, mi moški nimamo težavo. Delavnice za osebno rast, nekaj, kamor hodijo zmešane babe, in delo na sebi, no to mi dejansko en gospod rekel, gospoden dedac, je rekel, no saj mi moški vemo, kako se dela na sebe, pač, ko jaz počasih bruham na take besede. Zdaj, če gledamo, da bi bil čas, da dejansko nekaj naredimo na tem, da povežemo svoje hormone in sploh vi ženske, ki ste mogoče bolj v moški energiji, pejte preveriti po tej knjigi Moški hormoni z mišičnim testom vaša prepričanja, ker lahko, da ste bile v mnogih življenjih moški in se v tem življenju učite postaviti v žensko energijo, in ker se učite postaviti v žensko energijo, imate velike težave s hormoni. Ker normalno je bolj enostavno biti v moški energiji, ker biti ženska boli, čutiti boli, ukvarjati se s čustvi je nekaj groznega. In če iz večjih preteklih življenj predelujete moško energijo in ste bili v neki energiji na juriš, lejte, bo potrebno se zazreti v rane vaše moške plati. Življenje je tlaka, to je čisto slovenska, zaslužim si kazen, jaz sem izmeček, moram trpeti, no to je pa slovenska ženska, ki mora trpeti. Pa tudi slovenski moški, mora trpeti. In potem sprehajanje po minskem polju čustev in tako naprej. Ampak danes bomo govorili o hrani, ker kdor želi, da mu hormoni dobro delujejo, a vam povem, kaj je rekel en moški. 1 leto je starejši od mene. Pomislite, 1 leto starejši od mene. Jaz bom kmalu 55, on je bil pa glih kar star 56 let. In ima malo težave z zdravjem in mu kosti malo nagajajo in zjutraj se zbudi s trdimi kostmi, pač imel je eno operacijo in zjutraj mu v bistvu en palc tako gor stoji, ker pač neka mišica ne dela dobro.
In prav, veš se, to je edina stvar, ki zjutraj stoji. Pač, kaj? A ti imaš težave s tem? Je rekel, pa kjer des pa nima težave s tem po 50 letu. Kaj? Pač, to je nekaj, kar je nedopustno za moje pojme. In lejte, če poznate take moške, ki mu edin, kar mu trdota vpliva na trde kosti, pač dajte ga malo podmazati. Dajte mu omega-3, dajte mu C-vitamin, dajte mu aminokisline, dajte mu šejke. Pač dajte ga spraviti v ravnovesje, predvsem mu pa dajte knjigo, ko imajo moški hormoni žur in ne začne malo se ukvarjati s svojimi čustvi. No in prav ta potlačena čustva in še nezdravi stil življenja povzroča, da imamo toliko hormonskih motivcev v našem telesu, ki povzročajo potem hormonsko zmedo. In hormonska zmeda ni povezana samo s tehničnim vidikom našega telesa, ampak je hormonska zmeda dejansko povezana s čustveno zmedo, potem pa kup nezdravih stvari, ki jih vnašamo v svoje telo, so stvari, katerim se ne moremo izogniti, recimo kot je določeno sevanje ali pa recimo klorirana voda, ampak določene stvari lahko naredimo. Vem, da ste nekateri še bolj osveščeni, da imate filtre na vodi, vem, da ste nekateri bolj osveščeni, imate razne orgonite, ki preprečujejo sevanje in tako naprej. Marsikaj naredite v tej smeri, da naredite marsikaj za svoje zdravje, ampak vsemu pa ne moremo uiti in prosti radikali so v nas in to povzroča pač tudi hormonsko zmedo. In prva zadeva, kako veste, da imate težave s prezastrupljenostjo svojega telesa, če imate možgansko meglo, če imate hemoroide, če imate težave z bradavicami, vneti sklepi, boleči sklepi, trdi sklepi zjutraj, pojav celulita, rejenje, predvsem pa trebušna maščoba, zabuhlost telesa. To je vse povezano z zastrupljenost telesa in mogoče niste več v puberteti in se vam naenkrat začnejo delati neke akne in to kaže na to, ali pa te afte v ustih. Halo, tvoje telo kliče, prosim, poskrbi, treba je spraviti ven strupe. No in zdaj, če pogledamo naprej, težke kovine moramo spraviti iz telesa ven. Zdaj pa kaj narediti? Težke kovine se vežejo z drugimi minerali. Se pravi, če hočemo spraviti živo srebro ven iz telesa, pa reče, pa saj jaz nimam živega srebra. A imaš mogoče amalgamske zalivke? Imaš še kakšno sivo plombico? Tam je živo srebro. In če imaš sive plombice, to pomeni, da ti potrebuješ večjo količino cinka. Vzameš prehransko dopolnilo cinka, bom potem, ko bom objavila tale video, bom še dala povezavo, da boste vedeli točno, kaj je treba naročiti. V glavnem cink, lahko tudi beta-gvar, ali pa vzamete Provitality Plus, imate noter tukaj točno kombinacijo cink, jod, magnezij, silicij in selen. No, silicija mi imamo največ v prehranskem dopolnilu Vegan D. In sploh tisti, ki imate velike težave z zastrupljenostjo telesa in imate še vedno amalgamske zalivke in imate možgansko meglo, dajte prosim začeti uporabljati Vegan D. 6 na dan. Zdaj še kakšen mesec, potem se bo začelo pač poletje, ampak od oktobra naprej spet nam manjka D-vitamina. Vam povem, mi smo tako podhranjeni z D-vitaminom, tako podhranjeni s silicijem, da ni čudnega, da je porast, recimo antidepresivov, v takem porastu, nimam številk, ampak vemo, da mnogi ljudje zobajo antidepresive kot, ne vem, bombone. To je nekaj normalnega. Ja, veš, sem na antidepresivi. Halo? Kaj pa B-vitamin? Antidepresive dobim zastonj, B-vitamin pa moram kupiti. Ja, bravo, kaj naj rečem? Super. Se tudi, mora biti podgajanje strup bi bil zastonj za podgajanje, ni hrana. Ne? Pač, rajš plačam cink, kot pa jem neko zdravilo, ki me ubija na dolgi rok. Raj plačam prehransko dopolnilo. To je moja logika, zaradi tega, ker moje telo je še vedno svetišče in pač ne more biti smetišče in normalno, da pazim, kaj dajem v svoje telo. Potem aluminij se veže skupaj s silicijem, fosforjem in fluorom. Spet silicij,
kje dobimo silicij. Ajdova kaša, trdna listnata zelenjava, zelje, zeljna juha, mineštre, čim več tega zelenjave iz vrta. Aluminij bi človek rekel, pa sega, jaz nimam nič v sebi. Ja, kaj pa recimo sredstva proti potenju, če niso naravna? Aluminij je tam noter avtomatično, vsakič, ko se namažeš proti potenju, dobiš še aluminij. Potem naprej, svinec se veže s silicijem in kalcijem. Pa spet, pa se jaz svinca pa res ne uporabljam. Ja, vse konzervirani hrani, uporabljaš kdaj kakšno konzervo, kakšno čičeriko, fižol mogoče v konzervi, kakšno tunino mogoče, kjer je še več svinca, ker težke kovine se vežejo na maščobe in dejansko, če jeste tunino, boste po vsej verjetnosti predozirali svinec v vašem telesu. Lahko greste na bioresonanco, pomerite težke kovine, pa boste videli, če jeste več kot enkrat na teden ribe, recimo iz konzerve, v tem primeru boste sigurno dobili rezultat, da imate preveč svinca v telesu. In še ena stvar, lahko se zgodi, da imate tako nizko koncentracijo, da sploh ne razumete, kaj je z vami narobe. Težke kovine. Zdaj pa kaj potrebujete jesti, da boste spravili to ven? Potrebujete seveda aminokisline, to snov glutation, in to je šejk rabite piti. Šejk je točno to, kar potrebujemo, da se izdela glutation v našem telesu. Se pravi, ima vse potrebne aminokisline, ima selen, ima C-vitamin. Naslednja zadeva, te aminokisline seveda posegajte po čim bolj zdravi hrani, čim več dobrih živil vneste v svoje telo, ta trenutek, recimo, kaj bi bilo pametno, da uporabljate? Česen, čebulo, brokoli, brstični ohrovt, zelje, mlado zelje, pšenični kalčki, laneno seme, pač čim več teh zdravih zadev, da dobite čim več hranilnih snovi iz hrane, poleg tega pa pomembno, da začnete mogoče razmišljati, katero prehransko dopolnilo boste dodali. In ja, šejk je dejansko zakon. Šejk je tista ta prva zadeva, ki pomaga pri tem, da dobiš vse aminokisline, ki jih tvoje telo potrebuje. Poskusite en mesec. Poskusite en mesec, pa boste videli rezultate. Kaj se bo zgodilo? Vaše telo na podlagi šejka, ker ima vse aminokisline noter, se pravi, to je 22 aminokislin v pravilnem razmerju, poleg tega ima noter C-vitamin, E-vitamin, cink, bakar, selen, železo. In zdaj, če pomislimo, na kaj vse to deluje, se pravi, deluje na lepo kožo, deluje na kosti, deluje na nohte, na lase, na razstrupljanje jeter, predvsem jeter, ker deluje, vse te snovi delujejo najprej na jetra, na žolč, deluje na to, da sladkor v ravnovesju ostane v krvi, da imate ogromno energije in da se dobro počutite. Pač, to je res ena taka zadeva. Glejte, če šparate, če razmišljate, kaj bi zase, nekaj bi, pa ne moš dati nekega premoženja. Vzameš šejk, pa omego 3. Ali pa vzameš šejk, pa Pro-Vitality Plus. To kombinacijo. Se pravi, se da dobiti za malo denarja dobro rešitev, odlično rešitev. Danes me je klicala ena gospa, je rekla, da je imela operacijo v ustih, je rekla in da ima celo škatlo nekih vitaminov, pač ona vse pokup. Vse pokup, kar je možen, nisem ji niti razlagala, ker je brez veze, ker pač ni moja stranka. Brez veze se truditi, pač je rekla nekaj, kaj bi jedla, pa kako ne bi jedla. Sem rekla, ja, gospa, v redu je. Jaz ne rabim vaših vitaminov, ker res imam vse, in mi je začela razlagati, kaj vse ima. V redu je, gospa, pač kar jejte. Ampak, če nimaš 100% naravnih zadev, še verjetno imel še kakšne druge težave, ne samo z lesnimi. Pač, in enkrat sem bila pri eni gospe, se spomnim, ki je imela res ful zastrupljeno telo, brez energije. In ona je hotela prehranskega strokovnjaka, kaj ne je. In mi pokaže vsa tista svoja zdravila, vitamine. In jaz gledam tisto in sem rekla, gospa, jaz bi pod prvo vrgla tole vse smeti. Ne, tega pa nam sem to plačala. Ja, prav pa se pa midve nimava kaj pogovarjati. Jaz sem ji pustila.
Šejk sem ji pustila, tako sem rekla, probajte, pa če vam bo všeč, tako čutim. In sem ji dala šejk, pa Provitelity Plus. Me je klicala čez par dni in je rekla, ne morem verjeti, da to deluje. Ja, vržte to vaše v smeti. Ker če nimaš 100% naravnih vitaminov, je to zate strup. In zdaj poglejte, kako prepoznate 100% naravna prehranska dopolnila. Prepoznate to na ta način, da oznaka pri E-vitaminu je L. Se pravi, ko vi pogledate deklaracijo in piše na deklaraciji pri E-vitaminu D, L-alfa-tokoferol je to oznaka za umetni E-vitamin. Se pravi, če vi želite, da imate naraven E-vitamin, mora na oznaki pisati D-alfa-tokoferol. To je pomembno. Da boste najbolj preprosto videla, je naraven ali umeten, in verjemite mi, če je umeten E-vitamin, so tudi vsi ostali vitamini umetni. Zelo, zelo pomemben je, da res vnašate v svoje telo take zadeve, ki so dobre za vas, ki vam pomagajo pri tem, da svoje zdravje postavite v ravnovesje. No, potem zdaj, če pogledamo naprej, za dobro prebavo so potrebne pač vlaknine, probiotiki. Zdaj tudi jaz prakticiram pri sebi eno zadevo in vam povem, zame je to zakon. Pač meni je to zakon. Odkar smo dobili fiber in v bistvu, ko sem več poslušala znanja o tem fibru in skupaj z acidofilusom, se pravi, acidofilus jaz vzamem zvečer, deluje na dobro prebavo in to so probiotiki. Vlaknine, prebiotiki so pa potrebne za to, da nabreknejo v želodcu in jaz vzamem fiber zjutraj na tešče s kozarcem vode, v katero dam žličko kisa. Poskusite to. In en fiber pa vzamem pred kosilom, se pravi, en fiber, pa spet kozarec vode, v katero dam žličko kisa, navaden kis. In jaz vam povem, to je zakon. Ampak to je res zakon, tudi za hormonsko ravnovesje, predvsem pa zato, da sladkor ostane v ravnovesju, ker čakajte, vam bom pokazala, kaj dela ta fiber v telesu. Če imate vi pomanjkanje vlaknin v vašem telesu, v vaši prehrani, se zgodi to, da sladkor začne, da podivja sladkor v krvi in imate občutek neprestane lakote. Neprestano se borite z želodcem, neprestano imate željo, da bi jedli neko sladkarijo, neprestano posegate po nekih piškotkih in to je zaradi tega, ker imate pomanjkanje. Dobro, ena stvar je beljakovin v prehrani, druga stvar pa 100% v vaši prehrani manjka vlaknin. In vzamete fiber, dobro, v tej prezentaciji nimam fiber za pokazati, ampak bom dala povezave spodaj, si bom zapisala, katere povezave bom dala potem v posnetku spodaj, se pravi fiber, pa shake, pa Provitelity Plus, bom dala povezave, da si boste lahko več prebrali. V glavnem, ta kombinacija dela čudeže. Poskuste. Fiber, zjutraj na tešče, kozarc vode, v katero date žličko kisa, potem eno tabletko vzamete pred kosilom in zvečer pred spanjem, probiotike. Prebava se vam uredi, ne boste več napihnjeni, imeli boste normalno strukturo blata, veste, ker to je pomembno, ker če imate vi zabasano prebavo, pomeni, da vaše telo tudi hranilnih snovi ne mora vsrkati. Če si predstavljate cel prebavni trakt, to je 12 metrov dolga cev in potem, ko je ta sluznica v vašem telesu, v bistvu v našem telesu imamo sluznico, ta sluznica, če jo razgrnemo, pride površina 400 kvadratnih metrov površine, to je primerljivo z enim nogometnim igriščem. In če imate slabo prebavo, kaj to pomeni? Vaše telo, namesto da bi vsrkavalo hranilne snovi, vsrkava strupe, ki bi mogli iti iz vašega telesa ven. Hranilne snovi se ne morejo razgraditi na manjše delce, ker eno je, prebava beljakovin se zgodi v želodcu, ampak prebava ogljikovih hidratov in ostalih vitaminov se zgodi v tankem črevesju. In če imate vi zabasano prebavo,
Kaj mislite, da se lahko vsrka vaše telo? Pač strupi. In potem imate skladišče strupov in se ukvarjate s posledicami, namesto čistite prebavni trakt in boste videli, koliko težav bo v vašem življenju enostavno odpadalo. No in zdaj, če pogledamo še naprej, pa o tem malo govorim, ampak v glavnem imamo tudi en krasen izdelek, ki pa pomaga pri tem, da se pospeši celična presnova in pomaga pri odvajanju vode iz telesa, strupov iz telesu in predvsem pomaga pri hujšanju. No, v glavnem to je Neolife Tea, se pravi čaj, ki pomaga pri tem, da iz našega telesa hitreje grejo strupi, noter ima pa ključno kombinacijo zelišč, ki delujejo na zmanjšanje apetita. Tudi na zmanjšanje apetita, tudi to vam bom dala povezavo, se pravi čaj, na zmanjšanje apetita delujejo poleg vlaknin, tudi deluje prehransko dopolnilo Botanical Balance. Botanical Balance je pa prehransko dopolnilo, ki ima noter kurkumo, kurkumin, cimet, izvlečke iz ingverja in v glavnem ta kombinacija deluje, da se za 30% zmanjša glikemični indeks obroka. To pomeni, da če jeste krompir, če boste prej pojedali eno tabletko tega Botanical Balance, se pravi kurkumina, avtomatično ta krompir se toliko hitro ne spremeni v krvni sladkor. In zdaj, če še prej fiber vzamete, dejansko sladkor ostaja v ravnovesju, imate ogromno energijo in se res dobro počutite. No in zdaj, če pogledamo naprej, tisto, kar nam pa dela res, res velike težave, je pa stresni hormon. Meni se bo zmeščalo, ker se mi to dogaja, ne? Kako si noro! Pa ta promet, pa ta politika, zmerom je nekaj, a ne? Zmerom je nekaj, zaradi česa se ti lahko meša. Zmerom. Če ne druga, pa v družini se kaj dogaja. Stresni hormon je tisti, ki povzroča, da slabo spimo, da so bolečine v hrbtenici, povzroča migreno, pogoste glavobole, povišan sladkor, sladkorno bolezen, povzroča to, da ne moremo shujšati oziroma da se redimo, padec imunskega sistema, vzkipljivost, povišan krvni tlak, bitje srca, krhke kosti, v glavnem stresni hormon je kurba. Stresni hormon je tisti, ker če ga ne spraviš v ravnovesje, dejansko on spravi tebe na kolena. In zdaj, da razumemo, stresni hormon, kortizol pobere praktično vse vitamine pa minerale. Vitamin A, B, C, E, potem kalcij, magnezij, selen, flavonoide, aminokisline, omega-3 maščobno kislino. In zdaj, če mi razumemo, da praktično stresni hormon, takrat, ko smo v stresu, če nekaj ne naredimo za sebe, nas enostavno naenkrat se postaramo, smo brez energije, začnejo se neke težave. A veste, kaj sem danes prebrala? Po 50. letu je normalno, da imaš kakšno bolezen. A res? A to je normalno? Pač nisem vedela, da je to normalno. Jaz sem mislila, da to ni normalno. Ampak pravijo, da je to normalno. Normalno je, da si zdrav do smrti, no moraš zaradi starosti, ali ne vem zaradi česa, zato, ker imaš dosti življenja. Pač to je normalno. Normalno je, da nimaš nobenih tablet za avtoimuna obolenja, zato, ker normalno je, da poskrbiš za sebe. In tisto, kar sem vam že prej povedala, šejk, lahko vzamete posebej omega-3 C vitamin, ali pa šejk, pa vzamete Provitality Plus. Je to to. In dobite čisto vse, kar potrebujete. Zdaj pa, na kaj deluje stresni hormon? Stresni hormon se proizvaja v nadledvičnih žlezah in te nadledvične žleze to sta take dve kapci na vrh ledvic in dejansko se tukaj v bistvu proizvaja stresni hormon, čez dan, čez noč se pa proizvaja drug hormon, ta hormon DHEA, ki poskrbi za to, da se obnavljamo, da se preoblikujemo, da smo pač v boljšem fizičnem in psihičnem počutju. V glavnem, če mi ne nahranimo nadledvičnih žlez, to je prva zadeva, ne pomaga ti samo, da pozitivno razmišljaš, ne pomaga ti, da meditiraš,
če je tvoje telo fizično podhranjeno, ne more delati. Ne more delati. In zato je to pomembno. Če si v kroničnem stresu, takrat dodajaš 1000 mg omega 3, to so 3 kapsule, 1000 mg C vitamina, to so 3 tabletke in eno vrečko šejka na dan. Takrat, ko si v stresu. In zdaj poglejte, mi, če ne poskrbimo za stres, nam začne še slabše delovati ščitnica. Zaradi ščitnice se naenkrat lahko zredimo in recimo jaz sem bila priča temu pač slabšemu delovanju ščitnice in težave z stresnim hormonom. Priča sem bila, kaj se zgodi, ko se sladkorna bolezen pojavi. Moja mama je naenkrat zbolela, poglejte, ona je imela pač tako normalno postavo. Ni bila ne suha, ni bila ne debela. Zaradi enega strašnega stresa v družini je zbolela in je naenkrat začela nehati delati ščitnica, eno grozno razočaranje, začela je slabše delovati trebušna slinavka, zbolela je za sladkorno boleznijo, ščitnica, ker je nehala delati, ona se je v enem mesecu zredila 25 kilogramov. A si lahko to predstavljate? Kakšen potres je pojedla? In zdaj, kaj pomeni? Ko ti slabo deluje ščitnica, pomeni, da tako močno požiraš čustva, da ne zmoreš nadzorovati stresa, da ne poiščeš pomoči, itak, ne, kdo je pa včasih iskal pomoč. In moramo razumeti, da komur ne dela ščitnica, ne dela noben hormon pravilno. Zdaj pa, kje se začne pri ščitnici? Kdor ima kakršnekoli težave ščitnico, mora razumeti, da dejansko je v njegovem telesu povečana oksidacija in da mora povečati antioksidante. Se pravi, potrebuje večjo količino C vitamina, potrebuje A vitamin, predstopno A vitamina. No, v tem primeru absolutno Pro-Vitality Plus. Absolutno. In glejte, ko rečejo, ja, veš, pa imam blage tablete za to, pa imam blage tablete za to, pa za to, pa za to. Ja, imej jih to, da se pozdraviš, dodaj vitamine, pa začni se ukvarjati z minskim poljem čustev. Odraščanje v kakšni družini? Si rasla, si rasel. Kaj se je dogajalo v tvoji mladosti? Kako so zate poskrbeli, ko si bila majhna, ko si bil majhen? A si občutila ali pa občutil varnost? To je vse zelo pomembno. Zadnjič sva se pogovarjali z eno gospo, je rekla, se mi razlagala, kako je potekala moja mladost in kako je v bistvu mama šla za 3 mesece svoji mami, ker pač niso bili pogoji primerni, da bi lahko nekdo poskrbel zanjo, ko je rodila mojega mlajšega brata. Jaz sem bila stara 1 leto pa pol in dejansko mi ni bilo jasno, zakaj je mama pač je ni, ker samo to sem videla, da je odšla. Veste, pri 1 letu pa pol je otrok še premajčken. Pa mi reče ta gospa, pa si še kar dobro ratala iz tega ven. Kar se pa pol v življenju naučiš, da si nekako odgovoren za sebe, ampak jaz vem, da na podlagi tega, kar se je meni zgodilo, recimo kot skozi odraščanje in tako naprej, in skozi družinsko travmo, jaz sem postajala močnejša v sebi. Ni me to zlomilo, kar te ne ubije, te ukrepi, ampak kar pa vem, je pa to, da če ne poskrbiš najprej za hrano, tvoje telo ne zmore. In tega bi se mi mogli zavedati pri sebi. Če vi ne boste investirali tistih 50 ali pa 100 evrov v svoje zdravje, ko greste čez neke prevale v življenju, vaše telo ne bo zmoglo. Ja, zdravila so pa zastonj, to je pa res. To je pa res, s tem se pa strinjam. Ja. Ampak izdelajte ščitnični hormon. Začnite uporabljati, glejte, čim več čebule, mastne ribe, kot je losos. Uporabljajte jajca, gobe, arašide. Jejte zdravo hrano, ampak tisto, kar pa sigurno vključite v svojo prehrano, da boste izdelali tudi ščitnični hormon, če pogledamo omega 3, jod, B vitamini, selen, bakar, mangan, cink, C vitamin pa aminokislino tirozin. Pa pogledamo sestavo šejka, točno to je noter, kar je za izdelavo ščitničnega hormona. Točno to, tudi aminokislina tirozin, in zdaj, če pogledamo ta aminokislina tirozin iz te
aminokisline potem telo izdeluje obščitnični in ščitnični hormon. In zdaj sam, da vam preberem to iz knjige, Ko imajo moški hormoni žur. Se pravi, naloge tirozina tvori hormone dobrega počutja, dopamin, vazopresin, se pravi ta notranje zadovoljstvo, pomirja telo, se pravi direktno deluje na to, koliko ste odporni na stres. Deluje protivnetno, odvaja vodo iz telesa in recimo komur deluje slab ščitnica, ker nima te aminokisline, mu zastaja voda v telesu. Vpliva na porabo maščobnih zalog, se pravi topi maščobo okrog trebuha, deluje na izgradnjo sluznic, kože, las in nohtov. In ljudje, ki so podhranjeni, imajo šibke lase, prav s to aminokislino. In rečejo, ja, veš, to je pa zaradi ščitnice. Ne, to je zaradi tega, ker nimaš aminokisline tirozin. In aminokislina tirozin, glejte, opozorilni znaki, ko telo začne sporočati, hej, manjka ti te aminokisline, huda utrujenost, bolečine v sklepih, otekli sklepi, razbijanje srca, občutek vročičnega telesa, bleda koža, potenje, nespečnost po naporni vadbi, recimo nekdo bi mislil, da je, ali pa po napornem dnevu bi človek mogel zaspati, pa ne more zaspati, zaradi tega, ker nima te aminokisline. Napihnjen obraz, zastajanje vode v telesu, težave s kožo, depresija, slaba prebava, krhki lasje in nohti, izostanek menstruacije pri ženskah in na splošno nespečnost. In v glavnem viri v hrani, sicer ga je ogromno v sirih, pa soji, govedini, jagnetina, ampak velikokrat se zgodi, da imate preslab želodec in imate pomanjkanje želodčne kisline in se vsa ta hrana ne razgradi na manjše delce in vi ste, morebiti zaradi stresa, kronično podhranjeni in adijo ščitnica. Ja, kaj pa zdaj? Ja, nič malo bomo podprli telo, vašemu telesu, a ne, boste dodali shake pa Pro-Vitality ali pa shake pa omega-3 pa C vitamin, boste malo podprli takrat, ko greste čez obdobja prevalov pa brzic v vašem življenju in vaše telo bo samo začelo izdelovati te ključne hormone, ki jih potrebuje, da vaše telo, mislim, da lahko se pač sploh obnavlja. No, zdaj pa še en krasen hormon v našem telesu. Ta hormon, serotonin, se proizvaja v možganih. Serotonin je hormon zadovoljstva, tudi en drug hormon, dopamin, je hormon notranje sreče, pomirjenosti. Te dva hormona se proizvajata v epifiziji. In zdaj, da mi razumemo, spet, če nimamo hrane, adijo tale hormon zadovoljstva in hodimo okrog, tako kot nevihtni oblak. Se pravi, če mi želimo spodbuditi hormon serotonin, pa dopamin, pa za moške vazopresin, iz katerih se spolni hormoni proizvajajo, mi potrebujemo aminokislino triptofan. Kaj je to? Šejk, a ne? Točno v šejku imate noter to aminokislino in če dodate zraven še omego, se dejansko vaše telo spravi v ravnovesje. In zdaj, znaki pomanjkanja tega hormona je depresija, nespečnost, občutek ohromilosti, nerazložljiva napetost, občutek vznemirjenosti, notranji nemir, ko imaš občutek, kot da ti nekaj sedi na prsih, migrenski glavoboli, potem občutljivost telesa na bolečino in občutek popolne sesutosti, čisto, ki si enostavno ugasnen. Manjka ti aminokisline triptofan. A mogoče šparaš pri sebi? Ja, šejk je drag, se strinjam. Res je drag. Veste, kaj je drago? Bolezen. Bolezen je draga, ne šejk. Kar pomislite, greste na bolniško, koliko vas to stane? Bolezen je draga, ne šejk. Poleg tega pa lejte, naloge triptofana deluje na spalni hormon melatonin, gradi živčevje in možgane, vpliva na kemijske povezave v telesu in tako pomaga premagovati odvisnost od alkohola. Kaj se potem zgodi? Si čisto sesut, pa ti paše mečkan alkoholčka, sploh če imaš v družini ta zapis, pa še mečkan alkoholčka in si na dobri poti, da postaneš odvisnik. In naprej,
Triptofan je osnovna sestavina vitamina B3, ki pripomore k temu, da se kraljevsko počutiš v svojem telesu. Ja, zato pravim, šejk pa omega 3. Jaz to uporabljam, zaradi tega, ker, glejte, ta trenutek jaz vem, da ni, da se samo meni dogaja. Sem prepričana, da se tudi vam dogajajo stvari. In če ne boste zase poskrbeli, namesto vas ne bo naredil ene spremembe v vašem življenju, nihče. In verjetno ste že pogruntali, da v službi vas hitro lahko nadomestijo. Vaša družina vas pa potrebuje zdrave, ne bolne. In zaradi tega investirate nekaj denarja v svoje dobro počutje, ker pač to je najboljša investicija, ki se res izplača. Danes ne bom veliko govorila o dobrih maščobah, pač omega 3 maščobne kisline so potrebne, mislim, da sem o tem že veliko govorila, pa mogoče eno drugo predavanje. Danes bomo počasi zaključili to naše predavanje, ker zdaj poglejmo. Se pravi, mi potrebujemo celo prehransko piramido. Seveda, temelj dobrega počutja je pozitivno razmišljanje, delo na sebi, čiščenje podzavestnih vzorcev, ukvarjanje s čustvi. Potem temelj dobra prebava, zato sem vam govorila prej, kako pomembno je, da vzamete fiber, vlaknine, pa tisti kozarec vode s kisom in poleg tega, da podprete celo prehransko piramido. Zdaj, če pogledamo Provitality Plus, ima olja, ki odprejo celično membrano, ima karotenoid, ki dvigne imunski sistem in je močan antioksidant, ki preprečuje oksidacijo in staranje na celični ravni. Potem šejk doda beljakovine in potem imamo omega 3, ki pomaga pri tem, da nahrani naše celice in da zmanjšuje vnetja. Pa imamo pa tukaj še multivitamine, pa tudi v šejku noter imamo multivitamine in minerale, ki so pa potrebne za vse procese v našem telesu, ker pomislite, samo C-vitamin nadzoruje več kot 50.000 presnovnih procesov, pa je samo en vitamin, da ne govorim o D-vitaminu, o selenu, siliciju, da ne govorim o B-vitaminih, ki so nujno potrebni za naše fizično in psihično počutje. Tako da zdaj, če tako pogledamo, kako naše telo pač kliče, da narediš nekaj na sebi, tudi dokazano je, da tudi 30% ni več določeno z geni, ampak da na gene vplivamo s svojim pozitivnim mišljenjem, vplivamo na to, kaj delamo na sebi, kako poskrbimo tudi za svoje podzavestne vzorce, ker dobesedno bolezni pa družinske kode se skrivajo nekje v nekih podzavestnih čustvih, ki smo jih mogoče že zdavnaj nekam potlačili in se niti ne želimo s tem ukvarjati. Leta nazaj je veljalo, da pač pusti čustva, da pusti jih tam, kjer je bilo, pa živ naprej. Ampak vemo, da dokler ne greš v čustven zapis, toliko časa čustven zapis ostaja. In če želite postati radostna plesalka, radostni plesalc skozi življenje, ja, moramo iti tudi v te zapise, pogledati, kaj se tam skriva. Tako da, ja, seveda, vas povabim, vzemite kakšno meditacijo v roke, vam bom dala tudi povezavo spodaj pod tem videom, začnite delati na sebi in boste videli, kaj se bo zgodilo, ko boste pluli v teh dobrih čustvih, v pozitivni energiji, ko boste odpustili vsem učiteljem v vašem življenju, takrat se bo vse spremenilo in takrat boste res postali magnet za vse dobro. In mogoče to predavanje zaključim zgodbo tele slike. Leta nazaj sem organizirala, smo šli peš na Brezje. In en dan prej sem šla na Bled, sem peljala mojim strankam izdelke in sem šla na Viševnik, to je tisti hrib nad Bledom, kjer je tista klopca, kjer je srček, v glavnem. In ko grem gor, sem pred sabo videla eno gospo, ki dobesedno lebdela. In ko pridem na vrh, ta gospa sedi, tako da je imela noge, bose noge gor na klopci, jaz sem prišla v gojzarjih gor in ko jo pogledam, sem rekla, wow, midve so pa Facebook prijateljci. Wow, in začneva midve klepetati, ura je bila potem že 7 zvečer, sonce je zahajalo,
potem greva še na eno drugo točko tam nad Bledom in klepetava in pač se veste, kot si s ta pravimi ljudmi teče energija v ta pravo smer. In potem jaz sem postala lačna, sem rekla, jaz moram jesti, da greva nekaj pojesti v Zako, greva nekaj pojesti. Midve klepetava, se smejiva, ura je bila že polnoči. Enostavno, kernarji obupajo, rečejo pač verjetno dve zmešane babe, kar razgetata. V glavnem, kakorkoli. No, ne naslednji dan, čez par dni sem rekla, da grem na Brezje. In ta ženska je šla z mano na Brezje. Ta Facebook prijateljica. Šli smo iz Sevške doline in ona je hodila bosa. Bosa celo pot. In ko pridemo do Jamnika, Jamnik veste, da je najlepša točka v Sloveniji, najlepša razgledna točka v Sloveniji, ona iz nerazložljivega vzroka začne bruhati. In je bruhala, bruhala, bruhala. Pač tako. In smo jo čakali, pač, a boš zmogla? Ja, bom zmogla. In pridemo potem iz Jamnika dol do gozda in se naredi takale svetloba. In zdaj, če pogledate, koliko je tukaj noter nekih barv, koliko je tukaj noter nekih orbov. Jaz vam povem, da vse, ki smo bile takrat, smo samo odvrgle nahrbtnike, šle proti tej svetlobi in ko smo prišle do te svetlobe, mi smo vse jokale od hvaležnosti, ker je bilo, to je bil tak božji dotik, da vam ne morem povedati. Da vam ne morem povedati. Ker jaz res verjamem, da se čudeži dogajajo. Jaz verjamem, da je vse na ključ. In verjamem, da karkoli se vam dogaja v življenju, ne more biti kar tako samo od sebe. Je to že nekako preizmenjen. In če se vam ta trenutek dogaja na veliko, mogoče bi bilo čas, Karmena, veš kaj, probaj tole enko odstraniti, zaradi tega, ker se vidi, pač po ekranu si podrgnila, verjetno po telefonu in se potem gor to, če boš uspela, če pa ne boš uspela, pa nič hudega. V glavnem, gre se za to, da se poglobimo v svoja čustva, da gremo pogledat tja, kjer imamo zapise, in s to gospo sem predelovala eno drugo življenje, ko sem bila zastrupljena v enem haremu. In jaz vem, da tiste ženske, ki smo se takrat zbrale, ker sem dala samo na Facebook objavo, kdo gre z mano, ta skupina smo bile skupaj v tistem življenju, skupaj v haremu. In smo se rabile zbrati, da smo potegnili nazaj svojo energijo. In zdaj mogoče tisti, ki ste prvič, ki ne poznate moje delo, boste rekli, pač ta ženska je zmešana. Ja, mogoče res. Mogoče pa velja to, da če druge označimo, da je nekdo zmešan, dva prsta kažeta proti meni, trije pa nazaj proti vam. Se pravi, kdo je tukaj zmešan? Tako. V glavnem, ko damo drugemu sodbo, smo tisto, kar govorimo o drugih, smo dejansko mi sami. In to so dejstva, tako da res vas povabim, delajte na sebi, delajte na odpuščanju, delajte na tem, da povabite svetlobo v svoje življenje in boste videli, da boste postali magnet, ki privlači v svoje življenje vedno več dobrega, vedno več ljubezni, vedno več obilja na vseh ravneh, zato ker jaz verjamem, da si to zaslužite, ker v prvi vrsti smo božanska bitja zemeljsko izkušnjo. Tako da to je to, kar sem imela danes za povedati, tako da lepo bodite, mirno noč, mirne sanje, lepe sanje. Ja, naj zaključam tako, kot čutim. Naj vas vsem, kar delate, spremlja božji blagoslov. Zato, ker verjamem, da je to blagodejni dež, ki prinaša v naše življenje vse dobro in verjamem, da z božansko podporo se da premagati tudi najhujše izkušnje v življenju ali pa preizkušnje. Tako da vse dobro, uživajte in lahko noč. Lahko noč.